Prestop, kot ga v slovenskem nogometu, vreden več kot 80 milijonov evrov, ki bo 22-letnemu Benjaminu Šešku prinesel 160 tisoč evrov na teden, še vedno buri duhove. V zgodovini slovenskega nogometa takšnega prestopa v tako ugledan klub, kot je Manchester United, ki ima več kot milijardo oboževalcev po vsem svetu, še ni bilo. Kako je prišlo do njega, kako so potekala pogajanja z Manchester Unitedom, kakšne ponudbe je Šeško še imel na mizi, bomo izvedeli iz prve roke, saj je naš gost Elvis Bašanović, agent Benjamina Šeška. Dober večer. Dober večer. Povejte nam najprej za uvod, kateri oreh je bilo najtežje streti pri pogajanjih o prestopu Benjamina Šeška k Manchester Unitedu? Mislim, da je bilo veliko orehov. Bilo je zelo napeto, stresno, zahtevno. Imeli smo na eni strani United, ki vsi vemo, da je v fazi varčevanja, zmanjševanja stroškov. Na drugi strani smo imeli Leipzig, ki je trden pogajalec, ki se je dobro zavedal, kaj ima v svojih rokah. In jaz sem bil vmes, ki sem dejansko želel izpolniti željo, veliko željo Benjamina, da zaigra v Manchester Unitedu. Tako da je v bistvu bilo izjemno zahtevno najti nekako kompromis med dvema kluboma in pa uskladiti vse pogoje, da so vse strani zadovoljni. Pravite, da je Manchester United v fazi varčevanja. Britanski mediji so pisali, da ste se vi odrekli delu svojega dohodka samo zato, da je bila ta pogodba sklenjena. Je to razlog, da ste vi rekli, ne bom pa vzel malce manj, samo da se pogodba sklene? Drži, v nekem trenutku, ko sta v bistvu dva kluba bila vsak na svojem bregu in dejansko, ko je Manchester prišel do nekega svojega limita, ki ga je imel namenjenega v budžetu za ta transfer, in na drugi strani, ko je Leipzig imel zahteve in svoja pričakovanja upravičena glede na vrednost Benjamina, ki so bila višja, je nastalo vmes pač neka luknja, ki jo je bilo potrebno rešiti, in dejansko v nekem trenutku sem se odločil, da se odrečem delu svojega zaslužka, ker mislim, da je to tako prav, kajti na koncu koncev mislim, da bi vsak agent moral postaviti interes igralca pred svoje lastne interese. Nam lahko zaupate, koliko je recimo bil potem vaš zaslužek pri tem prestopu? Mediji pišejo za Benjamina Šeška, da bo pač dobil 160 tisoč evrov na teden. Mislim, stvari iz pogodbe so poslovna skrivnost, tako da in zaslužki Benjamina in zaslužek moj in pa tudi klubov, torej kluba Leipziga, mislim, da to je poslovna skrivnost in naj tako tudi ostane. Povejte mi, kdaj je padla odločitev, da bo Benjamin šel v Manchester United? Kako je prišlo do tega? Ker najprej bil v igri Arsenal. So bile morda tam, da do tega posla ni prišlo, ne vem, vaše zahteva Benjamina prevelike in jih Arsenal zato ni izpolnil oziroma ni prišlo do podpisa. To je vse zavito v neko tančico skrivnosti. Kaj se je dogajalo? Mislim, težko zdaj povedati. Vedno, ko se posel ne izpelje, je veliko različnih faktorjev, ki vplivajo na to. Na koncu se mora vse poklopiti, da se posel izpelje. Mislim, da je bilo tudi pomembno to, da je Benjaminova želja bila odvedno ali pa že nekaj let Manchester United, in videli smo, da je tudi Benjamin v primeru Manchester Uniteda bil pripravljen tudi sprejeti nekoliko nižjo plačo, da sem tudi sam bil pripravljen sprejeti nižjo provizijo. Enostavno to bila želja in nekako sanje Benjamina, pa tudi naše sanje, da se nekaj takega zgodi, in smo res presrečni. O ostalih klubih pa mislim, da ne bi bilo korektno, da razpravljamo in govorimo, kajti želimo se fokusirati na Manchester United in na to zgodbo. Ampak a ste se vi v preteklosti že prej fokusirali na Manchester United ali je šele zdaj prišlo do teh stikov? Prvi stik z Manchester Unitedom se je zgodil v letu 2018, ko je Benjamin bil star 15 let. Kako to? Obiskal sem akademijo Manchester Uniteda, tam tudi se pogovarjal z ljudmi iz akademije. To so bili sicer ljudje iz akademije Manchester Uniteda. Dejansko smo nekako pripravljali to pot, ta korak, ki smo si želeli, da se zgodi v prihodnje, zavedajoč, da tisti trenutek ni pravi trenutek, da gre tako mlad. Benjamin je, in jaz sem bil v stiku z Manchesterom tudi v preteklih letih, vendar smo jasno povedali, da imamo načrt,
da bo pač v Bundesligi odigral vsaj 2 sezoni, da se pripravi na to, kar ga čaka potem v Premier Ligi in veseli smo, da nam je ta načrt tudi uspel. Povejte nam, kako potekajo ta pogajanja pri prestopu, ne? Ko gre za tako velika številka, kot je 85 milijonov evrov, ne vem, za 160 tisoč evrov na teden, za velike provizije. Kako so konkretno potekala ta pogajanja, ne vem, med vami in Manchester Unitedom? Kdo se je pogajal z vami, o čem vse ste se pogajali? Pogajanja so izjemno zahtevna. Na strani Manchester Uniteda, mislim, to je ogromen klub, ki ima, recimo, takšni klubi imajo 1000 in več zaposlenih, imajo recimo direktorja pogajanj, to je Matt Hargreaves, ki je neizprosen pogajalec. V zadnjih praktično 10-15 dneh so dejansko me spremljali na vsakem koraku. Pogajanja so potekala v 3 različnih državah, v 6 različnih mestih. Kot zanimivost, recimo, ko sem zaključil prestop Nika Prelca v Championship v Oxford, sem ob 8 zvečer zaključil večerjo po podpisu z Nikom Prelcem in v mojem hotelu se je pojavil dotični gospod in takrat so pogajanja potekala do 5 zjutraj. Šli smo spat 2 urci, vstali smo ob 7, nadaljevali ta pogajanja do 8 po 9, na to smo, v bistvu so mi organizirali letalo, ker sem letel v Leipzig, ker sem bil naslednje 3 dni, ker sem 3 dni se pogajal z Leipzigom in z njimi. Kot zanimivost, recimo v mojem hotelu v Leipzigu je bil en klub iz Premier lige, v 300 metrov oddaljenem hotelu je bil drugi klub iz Premier lige in dejansko so bili 3 zelo intenzivni dnevi. To sem odšel čisto za 12 ur domov in potem so mi poslali letalo iz Trsta, v bistvu, da sem po enem dnevu letel ponovno nazaj v Leipzig, ker sem dejansko potem pomagal razrešiti nastalo situacijo med Leipzigom in Manchester Unitedom in se v bistvu takoj zvečer usedli na letalo in leteli za Manchester. Takoj zjutraj ob 6 nadaljevali na zdravniške preglede, tako da bilo, hkrati se pogajali za sestavine v pogodbi, da bo pogodbe štimale, tako da bilo izjemno zahtevno. Kako ste se skrivali pred angleškimi mediji, ne? Ki so, ne vem, vaju takoj z Benjaminom že zasačili, če tako rečem, ne, že na večerji, takoj naslednji dan? Ja, neverjetno, mislim, neverjetna izkušnja. Pričakoval sem, da je Manchester tako velik klub, vendar takega odziva enostavno nisem pričakoval, to je bilo neverjetno. Po nekako enem dnevu hoje dejansko po kuhinjah, po garažah hotelov, po kleteh, v bistvu so se z Benjaminom pohecala. Jaz sva res prepričana, da podpisujeva pogodbo za Manchester United, ker občutek je bil, da smo konstantno ali v kleti, ali v kuhinji, ali pa v nekih postranskih vhodih hodili. Dejansko morali so ga pač skriti pred mediji, preden se opravi zdravniški pregled, podpiše uradno pogodba, naj se ne bi pač videlo igralca, vendar je nemogoče se skriti. Klub nam je organiziral večerjo in ko smo prišli ven iz restauracije, je bilo polno paparacov, medijev, navijačev, komaj smo prišli do avta, tako da neverjetna izkušnja, nekaj neverjetnega res. Mislim, da smo res pisali eno čudovito zgodbo in mislim, da si to Benjamin res zasluži. Mislite, da se bo navadil na tak način življenja, ne? Ko bodo paparaci v bistvu sledili mu na vsakem koraku? In povejte nam še, recimo, kako obsežne so recimo te pogodbe, ne, ko jih igralec podpiše in kaj vse je, recimo, ne vem, kakšne take zanimive podrobnosti, kaj vse je noter povedano, kaj lahko počne, kaj ne sme početi, kakšna je vsebina? Ja, te pogodbe so izjemno dolge, izjemno zahtevne, zato smo tudi imeli ustrezen tim strokovnjakov. Skušali smo se potruditi, da pripeljemo tudi iz Slovenije, torej odvetnika iz Slovenije. Vzeli smo tudi agencijo za marketing in medije iz Slovenije, hkrati ki smo tudi poslali izjavo v slovenščini. Hkrati smo pa pač imeli tudi angleškega strokovnjaka za pravo, športno pravo, ki je pomagal pregledati take pogodbe. So izjemno dolge, izjemno zahtevne. Vsaka malenkost je noter zapisana, kaj igralec sme početi, kaj ne sme početi, kaj se zgodi v primeru določenih napak, kršenja pogodbe. Mislim, zdaj točne vsebine pogodbe ne smem razkrivati, vendar so resnično mislijo na vsako malenkost. Mislim, da tudi Manchester United je eden največjih klubov na svetu in tudi temu primerna je tudi pogodba, ki želi zaščititi interes kluba, na naši strani pa je vedno interes, da zaščitimo tudi igralce. Dajte mi povedati za konec, bo zdaj lažje prodajati
tudi ostalim menedžerjem slovenske igralce, ne vem, v Premier Ligo, tudi ostale lige. Tam je oral ledino Robert Korena, ne, in če se ne motim, je njegov sin tudi zdaj, vi ste njegov agent in da je tudi nedavno podpisal pogodbo. Mislite, da bo zdaj lažje? Ja, definitivno. Zdaj sem v bistvu na trgu že 12 let. Začetki so bili izjemno težki. Mi smo skozi leta odpirali vrata našim igralcem in naši igralci so z dobrimi igrami odpirali hkrati vrata nam. Tako da sedaj dejansko imamo v vseh praktično najboljših klubih evropskih odprta vrata, prijateljski odnos. Taka stvar odpre še dodatna vrata in popolnoma drugače sedaj. Veliko lažje za nas kot slovensko agencijo, ki je dejansko prerasla slovenski prostor, postala mednarodna. Mislim, da poleg Benjamina Šeška smo opravili še nekaj vrhunskih prestopov v tem prestopnem roku, od Nika Prelca v Championship do Lovra Goliča v Mechelen, belgijska liga, trenerja v Šalke, Mirona Musliča. Tako da smo resnično, mislim, da imeli en fantastičen, zelo naporen prestopni rok in ravno v tem najbolj uspešnem prestopnem roku, tudi glede drugih igralcev, se nam je zgodila tudi ta čudovita zgodba z Benjaminom, tako da je bilo resnično zelo zahtevno. Najlepša hvala, da ste bili naš gost in za tale pojasnila. Hvala. Hvala.